Šesta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala v Španiji. Na progi v Lugu je Tim Gajser ostal brez rdeče številke. V Krškem na dirkališču Raceland so drugič letos za točke državnega prvenstva tekmovali vozniki v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Poligon Jaska v Jastrebarskem na Hrvaškem je bil prizorišče druge preizkušnje državnega prvenstva Slovenije v trialu. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. Šesta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala v Španiji v Galiciji. Prvič v zgodovini jo je gostil Lugo. Blestel je domači as Jorge Prado, po katerem proga nosi tudi ime. Celoten konec tedna je dominiral in dobil tako sobotne kvalifikacije, kot tudi obe nedeljski vožnji, ter v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo prevzel vodstvo v skupnem seštevku in rdečo številko od Tima Gajserja. Slovenski motokros šampion je v kvalifikacijah dihal za vrat Špancu. Nedeljski vožnji pa se mu nista išli po željah in načrtih. Storil je nekaj napak na progi, kar ga je stalo lepega števila točk. Skupno je na dirki zasedel 4. mesto in v skupnem seštevku zdaj za Pradom zaostaja 2 točki. Drugi slovenski voznik v razredu MXGP v tej sezoni Jan Pancar je v prvi vožnji v cilj pripeljal na 14. mestu, v drugi pa je bil 17. Skupno je na dirki zasedel 14. mesto. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva ima Pancar 65 točk, kar mu po 6 preizkušnjah sezone prinaša trenutno 15. mesto. V razredu MX2 je vozil mladi Jaka Peklaj. V ostri mednarodni konkurenci je predvsem nabiral dragocene izkušnje in se ni umešal v boj za točke svetovnega prvenstva. Kvalifikacije je končal na 29. mestu. Nedeljski dirki pa je opravil po svojih najboljših močeh. 32. mesto v prvi in 31. mesto v drugi vožnji sta mu skupno prinesla 32. mesto na dirki, ki jo je sicer dobil Belgijec Lukas Kenan. V skupnem seštevku je po 6 preizkušnjah sezone prepričljivo v vodstvu Nizozemec Kai de Wolf. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Dirkališče Raceland v Krškem. Druga dirka državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Dirkači v 7 različnih tekmovalnih kategorijah so dočakali maj, ko nastopi čas, da zablestijo med sekanjem ovinkov v Krškem. Dirkaški pedok je bil nabito poln, hitrosti in drznih prehitevanj ni manjkalo. Najmlajši so imeli prednost in so se prvi podali na stezo, ki je na štartno-ciljni ravnini prenovljena. Vozniki so v razredu Mini Moto 10, kot je v navadi, pripravili pravi šov, v katerem je imel glavno besedo David Štilec. V obeh vožnjah je bil hiter in neulovljiv. Dirka je bila težka, saj sem bil tudi brez treningov, pa vmes je tudi mašina zaribala, smo pol novo dali, pa zanimivo je bilo, ko smo se borili s fanti. Odlično se je na razgretem asfaltu znašel tudi Liam Ostrožnik, ki je bil drugi, 3. mesto pa je pripadlo Adamu Sattlerju. Če se po jutru dan pozna, potem je bilo tako jasno, da Tim Komel v kategoriji Mini Moto 14 ne bo imel prave konkurence. Branilec državne lovorike se je štarta izstrelil kot raketa, vse skozi nadzoroval prednost pred tekmeci in prišel še do druge skupne zmage v sezoni. Dirka bila zelo
Še najbližje mu je v obeh vožnjah prišel David Ivanušič, ki se je razveselil drugega mesta. Johan Pintar pa je sestavil 2 zelo dobri dirki za končno 3. mesto. Mož v črnem na majhnem motorju se je vrnil v dirkaško karavano. Govorimo seveda o 5-kratnem državnem prvaku Janu Poropatu, ki je vnovič popestril dirkaško akcijo v razredu Mini Moto Open. Primorec je bil izjemno hiter v prvi vožnji in je daleč za seboj pustil Taja Komela. Na drugi dirki je že kazalo, da bo Poropat vnovič pobegnil, a je zaradi padca zdrsnil po razpredelnici. Z vsemi atomi moči se je pognal v lov za Komelom in ga v zadnjih krogih dirke tudi ujel. Toda veliko mlajši tekmec je ostal osredotočen, lepo je zapiral dirkaške linije in odbil vse napade razpoloženega Poropata, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Prvo dirko sem naredil napako že na štartu, sem malo zaspal, in drugo dirko po napaki Jana in Kaja sem držal tempo in na koncu uspel. V konkurenci voznikov skuterjev je bilo v štartni vrsti nepregledno število tekmovalcev, saj sočasno potekala tudi dirka hrvaškega prvenstva. To je pomenilo, da so slovenski fantje morali pošteno pljuniti v roke, da so se med gnečo prebijali v ospredje. Od trojice Slovencev je največ pokazal Andrej Ramšak, ki je dobil obe vožnji. Si vsak lahko najdu pač enega oziroma dva, da se nekako tekma naredila. Drugače pa res malo škoda, no, da so fantje pri nas dosti obupali, tako da smo bili res, kar se tiče Slovenije, smo bili res samo 3. Drugi je bil še en Ramšak Zdravko, 3. mesto pa je osvojil hrvaški predstavnik Marin Dilenardo. Prekaljeni in neuničljivi Silvano Mladovan pa se je tokrat moral zadovoljiti 6. mestom. Dirkači z najbolj zmogljivimi motorji so bili tekmovalci v kategoriji Supermoto. Drveli in noreli so ter z drznimi prehitevanji navduševali. Po kvalifikacijah in treningih je bil favorit v tem tekmovalnem razredu Enej Krševan, ki pa se mu po vodstvu v prvi vožnji ni šlo po načrtih. Darilo je izkoristil Matija Benčič in z velikimi napori odbil vse napade Davida Božiča. Omenjena trojica je imela glavno besedo tudi na drugi dirki, v kateri je ciljno črto brez težav prvi prečkal Krševan. Benčič in Božič sta znova uprizorila predstavo vredno vnovičnega ogleda, na koncu pa je ciljno črto najhitreje prečkal nekdanji voznik skuterjev za skupno prvo zmago v tem razredu. Bilo je kar napeto, z David Božičem je bila kar pestra držati. Na koncu je bilo sicer težko zaradi kondicije tudi, se moramo malo boljše pripraviti za naslednjič, ampak mislim, da gremo proti pravi točki. Rohneli so tudi motorji v kategoriji Mini GP, saj so sočasno na stezo zapeljali tudi tekmovalci razredov Mini GP 10 in 12. V nižjem ni manjkalo dirkaške drame. Padci in napake so pošteno krojili končni vrstni red, prvo mesto pa je osvojil novinec v državnem prvenstvu Matija Kodarin, ki se po koncu dirkaškega dne ni uspel načuditi svoji debitantski sreči in uspehu. Nisem tako izkušen v ovaletu, sem komaj letos začel. In danes sem jo malo posrečil, zato ker so Maroko in Urh padli in potem sem šel jaz naprej in zmagal. Drugo mesto je osvojil še en novinec v razredu Mini GP 10, Maroko Cvetko, tretje pa najbolj izkušeni od trojice Urh Kovačič. Steza v Krškem je pisana na kožo Tijanu Krševanu, ki kljub močnim nasprotnikom v Mini GP 12 ni imel resne konkurence. Voznik iz Ajdovščine je odpeljal svoji dirki in v obeh v cilj prišel z več kot 4 sekundami prednosti. Niti za trenutek ni čakal tekmecev, ampak je vse skozi do konca privijal ročico za plin. Sem zadovoljen, ker sem vztrajal in sem prišel do svojega cilja na konci. Zadovoljen sem za zmago, počutil sem se dobro na motorji. Bil sem skozi na limiti, pa sem rešaval padce, pa ja, dobro sem se počutil. Če je mlajši od bratov Krševan raje dirkal sam, sta se za drugo in tretje mesto neizprosno potegovala Tristan Ropeli in Nejc Petrič. S prehitevanji in drznimi vstopi v ovinek sta popestrila zadnje dirkaško dejanje dneva. Petrič je potegnil daljši konec palice za končno drugo mesto, Ropeli pa je bil tretji.
Dirkači bodo imeli 2 tedna premora, potem pa se bo sezona mini cestno-hitrostnega motociklizma nadaljevala z vselej dobro obiskano dirko v AMZS karting in motošportnem centru v Slovenji vasi. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Poligon Jaska v Jastrebarskem na Hrvaškem je bil prizorišče druge preizkušnje državnega prvenstva Slovenije v trialu. Sekcije so bile postavljene ob in na motokros progi Mladina, ter so vsem pomenile močan izziv. S težavnostjo sekcij sem zadovoljen, ker to je en tak tudi motivator, da napredujemo. A če se je kdo v začetku bal, je strah z vstopom v posamezno sekcijo minil in iz kroga v krog ga je bilo manj. Posebnost v bistvu Jaske je to, da ima res tak indoor trial tip ovir, ki jih ni v bistvu pri nas nikjer drugje. Nasplošno so bile danes proge res težke. Sekcije so bile težke kot uvijek v Jaski, malo je specifičen poligon, ali smo se ne trenirali, pa je šlo. Za opazovalce strani so bile postavljene sekcije zagotovo atraktivne in so prinesle tudi nekaj spektakularnih padcev. K sreči brez poškodb. Ovire so predvsej skupaj, dosti visoke, v bistvu lahko tudi malo neugodne, kar se samih padcev tiče. V rdeči kategoriji je največ pokazal Franko Uljanič, ki se je veselil zmage po 4 odpeljanih krogih. Ali z početka je bilo malo težko, ali sve u svemu je bilo super, ok, zadovoljno. Drugo mesto je pripadlo članu domačega kluba Luki Ožboltu. Zadovoljen sem zelo, ker nisem pričakoval drugega mesta. Sprva sem bil, nisem se poznal, da nisem bil neki cajta na motorju sploh, ampak pol mi je nekako ratalo, sem začel peti po svoje in akcija. Tretji na zmagovalnem odru pa je bil tokrat Vedran Kukurin. Umetne ovire iz betona, lesa in gum niso pretirano prestrašile tudi voznikov v modri kategoriji, v kateri je največ pokazal Marino Velušček. Prva polovica dirke mi je šla, bom rekel, v redu, na koncu pa sem postal precej utrujen, tako da sta se mi konkurenta precej približila. Odločale so malenkosti. Borut Vipotnik je imel na koncu samo kazensko točko manj kot Kyle Milne in to mu je prineslo drugo mesto na podelitvenem odru. Težka, zelo težka tekma. Ovire zelo, bom rekel, primerne situacijam in temu primerni tudi rezultati in seveda borba. Borba z ovirami na sekcijah je bila tudi v rumeni kategoriji. Matija Britvec je bil najbolj konstanten z najmanj napakami. Razkril je skrivnost uspeha in način treninga. Kombinacijo motora pa kolesa, malo več sa motorom ovaj put, a v bistvu jaz tekmujem s kolesom, kolesarski trial, tako da je v biti zelo slično. Drugo mesto v rumeni kategoriji si je privozila Ines Pezič-Pregrad. Prvi 3 krogi so bili res dobri, no, v zadnjem je malo zmanjkalo energije, malo koncentracije. Na tretjem mestu pa je bil tokrat Mirko Mežek. Med tekmovalci z belimi brezrokavniki je presenetil novinec Dominik Rožič-Močnik. Prvič na dirki in kar takoj se je povzpel na prvo mesto. Nisam ni očekivao takvu situaciju. Popravljao sam se iz kruga u krug, znači prva je bila 10 grešaka pa sam to sve smanjivao, znači pred kraj sam čak uspio da samo jedna greška bude. Drugo mesto si je privozila Nina Pirc. Tretje na odru za najboljše pa je bila Tamara Stare. Med mladinci je bil najboljši Lovro Setnikar, ki je vozil v najbolj zahtevni rdeči kategoriji. Tekma mi je bila kar zahtevna, so bile ovire, ki sem jih zelo težko premagal, ampak sem vedel, da jih lahko in da se ne smem bati. Brez strahu se pripravlja tudi na sekcije, ki ga čakajo na preizkušnji Evropskega prvenstva. Mogoče bojo še težje, ali pa se vidi, da bojo težje in se bom še pripravil na to.
Družbo na odru za najboljše tri mu je na drugem mestu delal Toni Bilen, tretji pa je bil Tine Premužič. V ženski konkurenci je prvo mesto pripadlo Ines Pezič-Pregrad pred Martino Cvitkovič in Nino Pirc. V konkurenci otrok pa je bila tokrat sama na sekcijah Tinkara Mes, ki se je izkazala s pogumno in neustrašno vožnjo. V nedeljo, 19. maja, bo v Novem Marofu na Hrvaškem na sporedu druga dirka sezone državnega prvenstva Slovenije v kartingu.